Gremo v kino. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V Benetkah se počasi izteka 82. mednarodni filmski festival. Jutri bodo razglasili dobitnike in dobitnice nagrad. Med temi seveda tudi film, ki ga bodo okronali z Zlatim levom. V zadnjih dneh so predstavili nove filme Catherine Bigelow, Françoisa Ozona, Sofije Coppole, Pietra Marcella in drugih. Občinstvo pa je še posebno pretresel film Glas Hind Rajab z resničnim posnetkom glasu 5-letne palestinske deklice, ki so jo izraelske sile ubile januarja lani. Več tisočglava množica je v prvih dneh festivala sicer protestirala proti genocidu v Gazi. Do zahodnega sostorilstva z dobavo orožja Izraelu pa so bili kritični tudi organizatorji festivala. V Benetkah je bila tudi Tessa Drevjuh. Tessa, lepo pozdravljena, dobrodošla nazaj. Hvala, Tina. Letos je v programu Beneškega festivala več filmov, ki so politično obarvani, morda tudi aktivistično. In eden od vsebinsko najbolj pretresljivih je gotovo Glas Hind Rajab, tunizijske režiserke Kauter Ben Hanija. Kako si razmišljala o tem filmu? Ta film je posnet po resničnem dogodku, ko je 6-letna Hind Rajab januarja lani svojo družino bežala iz Gaze. Ostala je ujeta v avtu in je klicala Rdeči križ, da bi ji pomagali, in potem so ubili te, ki so prišli na pomoč, in tudi njo. O tem dogodku se je veliko govorilo, zdaj je posnet film o njej, kar ni čudno, ker je to tako simbolično za grozo, ki se dogaja v Gazi. Torej, naslov filma je Glas Hind Rajab in režiserka je v film res vključila prave posnetke telefonskih pogovorov med deklico in reševalci. Ti pogovori so trajali približno 70 minut, tako da v filmu slišimo glas deklice, ki je imela tako strašno usodo. Njena zgodba pa je postala nekakšen glasnik miru in prepričana sem, da bo ta film dobil tudi kakšno nagrado na Mostri. Se je pa v soboto na Lidu zgodil tudi protest proti genocidu v Gazi, ki se ga je udeležilo okrog 4000 ljudi. Omenila bi še en film s politično vsebino kremlinskega maga, režiserja Olivieja Assayasa. V njem Jude Law igra Vladimirja Putina. Film pa v bistvu uradno fiktivno, ampak v resnici nefiktivno prikaže njegov vzpon. Law neverjetno dobro upodobi Putina, drugače pa gre za zelo klasično narejen film, ki dobro pokaže zgodbo ruske politike od 90-ih let naprej. Kaj pa novi film Jima Jarmusha, Oče, mati, sestra, brat? To je še en film narejen čisto v Jarmushovem slogu. Prek triptiha pokaže 3 različne družinske zgodbe na svoj značilno ironično distanciran način, pa opozori predvsem na odtujenost, nefunkcionalnost, ampak ne tako popolno nefunkcionalnost, temveč na take pogoste, na pol delujoče družinske odnose, na raznorazne nerodnosti pri družinskih srečanjih in tako naprej. To je tak nepretenciozen, ampak duhovit film. V njem ima po mojem mnenju najboljšo vlogo Tom Waits, ki je, kot vemo, že večkrat nastopil pri Jarmushu, drugače pa v filmu igrajo med drugimi Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Adam Driver in Vicky Krieps. No, eden od bolj kontroverznih filmov iz glavnega tekmovalnega programa je tudi Testament Anne Lee, o ženski, ki je sredi 18. stoletja pripeljala krščansko sekto šejkerjev v Ameriko. Si videla ta film? Ja, sem. Film je režirala Mona Fastwold, ki je scenarij napisala skupaj s svojim partnerjem Bradyjem Corbejem, režiserjem Brutalista, o katerem se je lani na festivalu v Benetkah največ govorilo. Testament Anne Lee je zanimivo posnet, vsebinsko, vizualno, tudi jezikovno močno gradi na realizmu. Skoraj bi lahko rekla na telesnosti, mesenosti. Tukaj so porodi otrok, veliko krvi in tako.
Je pa to tudi musical in ta kombinacija je zelo posebna, rekla bi kar drzna. Pove pa zgodbo o en lik, ki je krščansko sekto šekerjev pripeljala v Ameriko oziroma so jo imeli njeni privrženci za Kristusovo utelešenje v ženskem telesu, zaradi česar je seveda naletela na velik odpor. Hecno je, da je Mona Fastvold v glavno vlogo postavila Amanda Seyfried, ki je igrala tudi v musiclu Mamma Mia, in ko začne peti, nujno pomislimo na tisti film. Mislim pa, da se je režiserka tega zavedala in je ta preskok, ki se zgodi pri gledalcu, zavestno vključila v svoj film, ker večji kontrast med Mamma Mio in tem filmom si pa že težko zamislimo. Mogoče bi omenila še novega Frankensteina, ki ga je režiral Mehičan Guillermo del Toro. No, na novinarski konferenci je povedal, da je od nekdaj želel posneti svojo priredbo romana, ki ga je leta 1818 napisala Mary Shelley. Glavno vprašanje v tem filmu, ki je sicer taka bogata Netflixova produkcija, je, kdo je v resnici pošast. Znanstvenik, ki ustvari pošast v narekovajih, torej človeka iz ostankov mrličev, ki jih oživi, ali ta stvor, človek, pošast, ki tako nastane. Govori pa film tudi o odnosu oziroma o dveh odnosih med očetom in sinom. Vsebinsko je vsekakor poln in tudi Oscar Isaac je zelo dober v vlogi Viktorja Frankensteina. Isaac pa je odigral tudi vlogo Danteja Alighiera v novem filmu Juliana Schnabla, ki smo si ga prav tako lahko ogledali na letošnji Mostri. Kar veliko zanimivih naslovov, torej in jutri zvečer bomo izvedeli, kateri bo dobil Zlatega leva in kdo bodo seveda drugi nagrajenci 82. izdaje Beneškega filmskega festivala. Tejsa, najlepša hvala za pogovor. Hvala tebi. Minuli teden smo v oddaji ocenili Modrost sreče, dokumentarni film z Dalajlamo. Ta ob svojem 90. jubileju ne pripoveduje zgolj o življenju v izgnanstvu, temveč svet nagovori tudi intimno. Portret duhovnega voditelja je nastal v produkciji Richarda Gera ter v režiji Barbare Miller in Filipa Delakija. Ta je sredi tedna obiskal Ljubljano. Z njim se je pogovarjal Gašper Stražišar. So from the first moment we were interested in finding a new form of a documentary. Od prvega trenutka, ko smo se odločili snemati film o Dalajlami oziroma skupaj z njim, smo se predvsem spraševali, na kakšen način lahko ustvarimo film, ki ne bo zgolj eden izmed mnogih dokumentarnih filmov o Dalajlami in njegovem življenju. Odločili smo se pripraviti film, ob katerem se bodo ljudje ob mislih Dalajlame lahko zamislili nad svojim življenjem, težavami, upanjem in nad načinom, kako čustvujejo. Avtorja filma sta sprva želela posneti intervju z duhovnim voditeljem, vendar je Dalaj Lama, takoj ko se je prižgala kamera, začel nagovarjati ves svet. Njegova pripoved v studiu se tako izmenjuje s številnimi arhivskimi posnetki, ki predstavljajo njegovo življenje ter s kolažem vizualnih vložkov in podob z vsega sveta. When we arrived in Dharamsala, we were a team of 20 people and we were prepared, but we didn't know how good he feels that day. V Dharamšalo, kraj, kjer Dalaj Lama trenutno prebiva, nas je prispelo 20, torej zgolj najožja produkcijska ekipa filma. Dalaj Lama je bil tistega dne utrujen in slabega počutja, zato nas je njegova ekipa opozorila, da morda ne bo zmogel opraviti intervjuja. Vendar je nemudoma, ko smo mu predstavili koncept filma, torej dogovori neposredno v kamero in s tem nagovarja gledalce, ožival. Čeprav smo si sprva zamislili, da bomo z njim opravili intervju, se je naš koncept dokaj hitro spremenil, saj je skoraj 40 minut pripovedoval o svojem življenju in o budizmu. Zgodbo smo nato pripravili na podlagi njegovih odgovorov, se mu povsem prilagodili, kar pa je za nas pomenilo, da smo za montažo filma porabili več kot 2 leti. Pogovor z Dalaj Lamo so torej posneli v enem samem dnevu. Ker pa film traja dobro 1,5 ure, so morali biti pri oblikovanju iznajdljivi ter ga dopolniti z že obstoječimi intervjuji.
The beginning is from Washington, from the 80s, but then we cut to a piece from Denmark, from the 05 year where he was... Začetek filma je vzet iz intervjuja, ki ga je Dalaj Lama opravil v Združenih državah Amerike v 80-ih letih. Sledimo intervju z Danske. Pregledali smo več tisoč minut dokumentarnih posnetkov in intervjujev z Dalaj Lamo ter izbrali tiste, ki so sovpadali s pogovorom, ki smo ga posneli. Izredno zahtevno je bilo najti Dalaj Lamo, ki govori na enak način, kot je govoril v času našega pogovora. Kajti Dalaj Lama včasih govori kot učitelj, včasih kot menih, včasih pa kot tvoj najboljši prijatelj, ki ti svetuje, kako se soočiti s svojim življenjem. Like a friend, like also talking about himself. It's his life lessons where we can learn and adapt to our life. Dokumentarni film, ki velja za zadnjega, v katerem se je pojavil Dalaj Lama, saj zaradi zdravstvenega stanja ne dovoljuje več intervjujev in snemanj, je mešanica med dokumentarnim zapisom in duhovnim popotovanjem. Kot pravi režiser, so predvsem iskali način, kako ustvariti film, ki bo drugačen. When we started this project, we were looking at over 80 documentaries about the Dalai Lama. Ko smo se lotili priprave filma, smo si ogledali več kot 80 dokumentarnih filmov o Dalaj Lami in iskali način, kako posneti film, kakršnega še ni bilo. Odločili smo se za pot, pri kateri celoten film pripoveduje in vodi Dalaj Lama sam. Samo na ta način lahko ob ogledu zares poznamo, kakšno življenje je imel. In slednje seveda ni bilo enostavno, na vse zadnje že vse življenje živi v izgnanstvu. And is living as an outsider now in India since over 60 years. V Slovenski kinoteki so sinoči predstavili program prihajajoče sezone. Prikazali pa so tudi na novo restavrirano različico prvega slovenskega celovečernega eksperimentalnega filma Daily News Francija Slaka, ki ga je ta posnel leta 1980 na Super 8. Pred mikrofon sem povabila urednika filmskega programa Anjo Banko in Igorja Prasla, ki sta se razgovorila o nekaj kinotečnih vrhuncih prihajajočih mesecev. Anja Banko, Igor Prasl, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Živjo. Novo sezono je odprla restavrirana različica filma Daily News Francija Slaka. Gre za prvi celovečerni eksperimentalni film. In nekaj posebnega pri tem filmu je zvok oziroma spremljava. Bi lahko na kratko povedali kaj o tem? Ja, zvok je bil velik problem, kajti Franci Slak je menda imel to idejo, da bi se ob njegovem filmu predvajala vedno neka torej radijsko ozadje, niti ne glasba, torej poročila ali karkoli že je bilo takrat na radiju, niti ne vem, če je povedal kateri kanal. Je pa film res mojstrovina in v bistvu pozabljena, nepoznana. Torej leta 1979, 25-letni Slak posname dejansko ta film, ki ga danes lahko tretiramo kot prvi slovenski celovečerni eksperimentalni film. Prelomno delo, ki je na nek način osebno in hkrati tudi družben filmski dnevnik in v strukturi in izraznosti presega ustaljene okvirje slovenskega filma tistega časa in v njem najdemo se duh raziskovanja neodvisnosti, svobode, ki od samih začetkov dosledno oblikoval Slakovo ustvarjalno pot. Za kinoteko je pa pomembna ta restaurirana, kajti s tem bogatimo našo posebno zbirko eksperimentalnih, avantgardnih, amaterskih, kakorkoli naj jih že imenujemo filmov. No, zelo kmalu nas čaka retrospektiva filmov Františka Čapa. Gre za češkega režiserja, ki pa je zelo pomembno oblikoval slovensko kinematografijo. Tokrat boste predstavili ne le nekaj njegovih najbolj znanih slovenskih filmov v predprogramu, fokus bo na njegovih čeških filmih. Bi lahko morda za začetek povedali, kakšno vlogo je odigral František Čap v slovenski kinematografiji? Ja, v bistvu nobena posebna obletnica ni, da smo se odločili prikazati 7 čeških filmov Františka Čapa. Pri nas smo jih gledali, če sem pravilno raziskoval, samo 3 v celem času nastanka. Gre na nek način za dobro sodelovanje z Narodnim filmskim arhivom iz Prage, s katerimi zelo dobro sodelujemo in hočemo še več. Njim je tudi pomembno bilo, da smo jih povabili v bistvu in predstavili izbrani češki opus Františka Čapa. Kolegica Marija Barešova, ki je nekako ena večjih poznavalk Čapovega češkega opusa, je izbrala 7 filmov, ki nekako pričajo o njegovi raznoliki karieri. Zanimivo je, da on s 25 leti posnel svoj prvi celovečerni film in dejansko
nekako plul med žanrom in potem tudi resnimi temami, partizanskimi filmi, kar je nekako poskušal tudi v Sloveniji narediti. Bil je zelo odličen tudi pri delu z mladimi igralci, z naturščiki, tako da to se je videlo tudi v filmu Vesna, v bistvu ta svežina se še danes čuti. Prinesel pa je marsikaj, ne samo to neko obrtniškost, kakor se mu veliko tudi kritikov, zgodovinarjev nekako govori, da je pač Čap bil obrtnik in nič več. Ne, prinesel v bistvu mogoče malo prezgodaj dejansko žanrski film v Slovenijo in v bistvu je oblikoval eno celo generacijo tudi filmskih delavcev, da je bil tudi velik pedagog in v bistvu nam je lahko samo žal, da ni tudi profesor, bil in predavatelj tukaj in da se je tako njegovo pač življenje tragično končalo v osami in v tem, da ni uspel mogoče realizirati še kakšnih svojih velikih idej. Kakšni pa so bili njegovi češki filmi? Ja, kot je omenil že Igor, njegovo češko obdobje pravzaprav zaznamuje raziskovanje različnih filmskih žanrov. On se sprehaja od adaptacij literarnih del, tudi mi bomo tukaj že v predprogramu videli eno adaptacijo Maupassantove novele, do kasneje tudi nekih bolj mogoče celo političnih filmov. To je to neko mogoče malo večje vprašanje ali pa vprašaj, ki ždi nad odhodom Čapa iz Češke. Namreč cela ta politična intriga, začetek oziroma konec druge svetovne vojne, Čap partizansko gibanje tudi prikazuje. V filmih ne izpostavim film Bela tema, ki velja pravzaprav za enega vrhuncev njegovega češkega dela in se ukvarja prav s to tematiko. Je pa Čap že na Češkem dobil tudi nagrado v Cannesu, že kot izredno mlad režiser za svoje delo in v bistvu ta spretnost, ki jo je nabral tako v delu v studiu, kot tudi zunaj studija, je v bistvu nekako res prinesla izredno energijo in obrtniški pa tudi umetniški nabor naprej ustvarjajo namreč tudi v Nemčiji in kot rečeno kasneje pri nas. Tako. Pa naj samo dodam še, da bomo v sklopu retrospektive, ki traja tja do oktobra, gostili tudi Marijo Bareševo, ki bo imela eno odlično predavanje z naslovom Evropska filmska kariera Františka Čapa, ker bo ravno to pokazala oziroma povedala, kako je iz Češke prišel v Nemčijo in potem Jugoslavijo in se vračal nazaj v Nemčijo in tukaj pač končal svojo kariero. No, z novo sezono se vrača tudi ena mojih osebno najljubših kinotečnih rubrik Kino uho. Res zanimivosti smo že videli v tem programu, res bisere nemega filma in take nepričakovane, edinstvene kombinacije z živo glasbeno spremljavo, tako da me seveda zanima, kaj nas čaka letos. Jaz mislim, da je to tudi najljubša nanizanka, Anja, v bistvu, ki tudi privabi v dvorano Kinoteke vedno to mlado občinstvo, ki pride bodi si zaradi glasbe, ampak jaz mislim, da tudi zaradi spoja filma in glasbe in to je nekaj res edinstvenega, enkratnega, kar Kinoteka kot filmski muzej lahko ponuja mladim generacijam. No, letos imamo eno novost, mogoče naj omenim najprej eno klasično Kino uho, ki se bo zgodilo na začetku oktobra. Obiskal nas bo maestro filmske glasbe in to je Günter Buchwald, nemški skladatelj in pianist in bo pred potjo v Pordenone na festival nemega filma se ustavil v Ljubljani in spremljal klasiko Ljudje v nedeljo. Kurta Siodmaka, Roberta Siodmaka, Edgarja Ulmera in Freda Zinemana iz leta 30. Tudi sam je bil navdušen, ko je izvedel, da imamo film v arhivu in da bo lahko spremljal film na 35 mm kopiji. In to je pač neko nadaljevanje nekega dobrega dela, kjer se nam že sami glasbeniki svetovnega kova javljajo in hočejo priti v Ljubljano. Potem imamo pa novost, sodelovanje z inštitutom On Rizom in združujemo Kino uho z ciklom Freeforma. To pa pomeni, da bomo dali priložnost mladim slovenskim glasbenikom in glasbenicam, ki še niso mogoče niti preizkusili z spremljanjem nemih filmov, da to naredijo. Prvi bo 19. septembra Tilen Lebar, saksofonist in tudi elektroniko uporablja in bo ozvočil gangstersko melodramo Podzemlje Josefa von Sternberga. Potem pride v novembra na vrsto Tadeja Žele, ki bo z violončelom in spet elektroniko spremljala melodramo Carmen Cecila B. DeMilla. Decembra pa nekako praznično Tine Mulej Vrabič in Eva Mulej Vrabič Oka z elektronikom vogalom bosta ozvočila dokumentarni film Ribiči Johna Griersona iz leta 1929 in še za nameček Matjaž Pikalo na harmoniki za malo mlajše občinstvo, en tak venček kratkih Charlieja Chaplina, Franza Hofera in Busterja Keatona. Letos boste v Kinoteki predstavili tudi dve veliki osebnosti, tako ali drugače povezani z ameriškim neodvisnim filmom. Prva je Kelly Reichardt, drugi pa John Cassavetes. Kaj bi lahko povedali o njiju, kako bi jo predstavili našim poslušalcem in poslušalkam?
Ja, Kelly Reichardt je gotovo eno največjih imen ameriškega neodvisnega filma. Je pa to cineastka, ki je sodobnemu slovenskemu občinstvu praktično nepoznana tudi zato, ker se večina njenih filmov pri nas v kinodvoranah ni predvajala. Mi bomo predstavili v bistvu njen celoten opus celovečernih filmov, teh je 8 in sicer njeno delo zaznamuje zbližanje s pokrajino ameriškega severozahoda, močne ženske zgodbe in liki, ki nekako se gibljajo na robu tega, bom rekla, kapitalističnega sveta. Njeni filmi nenazadnje so taka zelo subtilna kritika potrošniške ameriške družbe in odpirajo tudi nek tak poseben posluh za drugo v smislu odnosa do živali, odnosa do narave. Ne omenim, da bo retrospektivo tudi pospremil obširen tematski blok v reviji Ekran, kjer se poglobljeno ukvarjamo z njenimi filmi. No, januarja in februarja pa John Cassavetes, v bistvu predhodnik ameriškega neodvisnega filma. In Cassavetesovi filmi, o njih veliko mogoče slišimo, preberemo, dolgo jih nismo v bistvu uspeli gledati. Je bil vizionarski režiser medosebnih odnosov in obrobnih posameznikov in je pač izven studijskega sistema, seveda, mislim, da je v New Yorku tudi deloval, ne? In seveda ga poznamo tudi po filmih z neskončnimi dialogi, ga poznamo ga tudi potem, se ga spominjamo, da je njegova partnerka življenjska, igralka Gina Rowlands v bistvu nastopila v vseh njegovih filmih. In upam najprej, pa bom tudi rekel, pa vem, da je to za nove generacije, ki prihajajo v slovensko kinoteko, bo to retrospektiva, ki res ne bodo smele zamuditi in o njej se bo še govorilo. Veliko lepih kinotečnih večerov nas torej čaka v novi sezoni. Anja Banko, Igor Brasel, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Hej. Hej. Følger du etter meg, eller? I like måte. 3 ganger på en dag. Hvor skal du? V kino je na spored prišel še zadnji del trilogije iz Osla, naslovljen Ljubezen. Gorazd Strušnovec je v zadnjih 2 oddajah že ocenil filma Sanje in seks, sinoči pa se je udeležil še premiere Ljubezni. Ljubezen, premierno prikazana na lanskem festivalu v Benetkah, je zadnji del trilogije iz sodobnega Osla, ki jo je posnel norveški avtor Dag Johan Haugerud. Osrednja lika sta izkušena urologinja Marianne, zdravnica srednjih let, in njen asistent Thor, mlajši bolničar, oba samska, ter z različnimi pogledi in pristopi pri iskanju razmerij. Njegovo poročanje o izkušnjah z bežnimi stiki z moškimi vpliva na Marianne, zdi pa se, da tudi njeno spletanje zveze z ločenim očetom vpliva na Thora. Dag Johan Haugerud se je v svoji trilogiji izkazal za radovednega avtorja, ki ima samo toliko predsodkov kot njegovi liki, ki jim v pretežno dialoških filmih zleze pod kožo. Vsi njegovi portretiranci se na neki način iščejo, vendar bi mu delali krivico, če bi ga reducirali na dialoškost oziroma na dramsko-scenaristično izhodišče. Ima izjemno spretno roko pri izbiri in vodenju igralcev, pa tudi pri pomenski izrabi lokacij in nenazadnje celoviti zvočno-slikovni upodobitvi mesta, ki se v Ljubezni pripravlja na praznovanje 100. obletnice preimenovanja v Oslo. Precejšen pomenski del pripovedi se tokrat dogaja na trajektu oziroma premikih med otokom in jedrom mesta, med zasebnim in javnim življenjem, med domom, karkoli to že je, in službo. Občudovanja vreden je prikaz, kako so vse te ravni pravzaprav ves čas globoko prepletene. Zadnji del trilogije, podobno kot uvodne Sanje, preveva nežna melanholija. Avtor je tokrat v svoje pripovedi o intimnosti in razmerjih, pa tudi mesenosti in užitku, vpletel temo bolezni, medicinskih posegov v telo, tudi slutnjo minljivosti in smrti. Vse to je sestavni del življenja in ključno vpliva na duševnost in medosebne odnose. Večna tema, ki jo je Haugerud lepo pripeljal od prve najstniške zaljubljenosti v sanjah do zrelih let in iskanja končnega pristanišča.
Veliko zrelosti pokaže tudi s sporočilom med vrsticami, da idealnega razmerja ni, da imamo vsi svoje muhe, slabosti in pomanjkljivosti in da je dejansko težko preseči romantični razkol med pričakovanji in resničnostjo. V ljubezni pokaže svoje like v trenutkih njihove največje ranljivosti, ne da bi iz nas naredil voajerje. V tem je njegova režijska veščina. Pokaže tudi, da je del našega vsakdanjika vedno performativen. Pravzaprav se v vsakem izmed delov trilogije znajde dramsko uprizoritvena sekvenca, ki na neki način simbolizira prav tisto življenjsko presežno, ki ga avtor vedno povezuje z nevidnimi nitmi intimne povezanosti. Plovba do tega je lahko razburkana in vodi mimo različnih čeri, toda ljudomrznosti ali pesimizma v trilogiji Daga Johana Haugeruda ne bomo našli. When you look up at the night sky, it can tell you stuff about your future. It won't lie to you. It's pure that way. Na sporedu v kinu je tudi Čakovo življenje, pri katerem sta moči posredno združila dva mojstra grozljivega žanra, režiser Mike Flanagan in pisatelj Stephen King. Ta je namreč napisal istoimensko novelo, na kateri temelji scenarij za film. Ogledala si ga je Špela Barlič. O filmu Čakovo življenje režiserja Mikea Flanagana, ki je lani na festivalu v Torontu dobil nagrado občinstva, bi bilo zelo težko pisati brez kvarnikov. Zato poslušalcem, ki ga še niso videli, dolgujem opozorilo, da tokrat brez njih žal ne bo šlo. Čakovo življenje je namreč precej nenavaden, žanrsko izmuzljiv film. Začne se kot apokaliptična srhljivka, izteče pa se v hvalnico ljubezni in drobnim življenjskim radostim, ki osmišljajo naše bivanje na tem planetu. Film je razdeljen na 3 dejanja, ki si sledijo v kronološko obrnjenem vrstnem redu. Če poznate Flanaganovo prejšnje delo in če k temu dodam še, da je film posnet po knjigi Stephena Kinga, najbrž ne bo presenetilo, da nas sprva vrže v območje grozljivega. V prvem dejanju se znajdemo v svetu na robu propada. Druga za drugo se vrstijo naravne katastrofe. Ob degradaciji okolja se krhajo družbeni sistemi in razpada infrastruktura. Junakom, ki ta distopični svet naseljujejo, pa postaja vse bolj jasno, da se bliskovito bliža konec. Še zlasti potem, ko se začne vse povsod pojavljati srhljiva podoba moškega v dvodelni obleki s pripisom 39 čudovitih let. Hvala, Čak. V drugem dejanju, ki tudi formalno dobi drugačno podobo, posnet je v drugačnem, bolj odprtem formatu slike in toplih, sončnih barvah, vidimo prizor iz življenja Charlesa Kranca, Čaka s plakata. Neopazni računovodja med sprehodom naleti na ulično glasbenico, bobnarko, katere ritem ga po nekaj sramežljivih zibljajih izstreli v spontan izbruh radostnega plesa. V tretjem dejanju gremo s Charlesom v njegovo otroštvo, zaznamovano s tragičnimi izgubami, a tudi s trenutki veselja, ljubezni in plesa. Vsako dejanje ima svojo lastno tonaliteto in drugačno vizualno identiteto. Najbolj pa svojo enigmatično, grozljivo naravo, ki prehaja v območje fantastike, izstopa prvo. Kronologija dejanj in logika pripovedi postane jasna šele, ko se prebijamo skozi celotno pripoved, razgibano z veliko čustveno amplitudo in se ozremo na začetek filma. Kaj je filmska fantastika in kaj fantazija? Nakopičeni vtisi iz 39 let nekega življenja, sestavljeni v zgodbo o koncu sveta po nekakšni vročični sanjski logiki? V Čakovem življenju prizori za nazaj dobivajo drugačne pomene.
Svetovi se prelivajo iz zunanjih v notranje, svet pa v edinstveno vesolje spominov, vtisov in občutkov. Med njimi, v drobljenju zavesti, je tudi nekaj svetlega, čutenje ljubezni in ljubljenosti. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Lidija Hartmann, Igor Velše, Tina Ogrin, Miha Klemenčič in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.